Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci Slovenske ljudske stranke. Bomo predstavili predlog zakonskih sprememb in uveljavitve že sprejetih zakonskih določb s ciljem popolne zaustavitve nezakonitih migracij. Z mano sta Marjan Maučec, vodja svetniške skupine Slovenske ljudske stranke v Državnem svetu, in Manja Konkulič, magistra varstvoslovja, ki koordinira pripravo te zakonodaje in aktivnosti z ljudmi, ki smo jih na tak ali drugačen način vključili v to pripravo. Kot smo že pred dnevi pojasnili razloge, zakaj smo se odločili za te aktivnosti, dejstvo je, da se Slovenija sooča s povečanim številom vstopa ilegalnih migrantov in da aktivnosti, ki jih v tem trenutku pelje vlada, mi verjamemo, da z dobrim namenom, da bi zaustavila tok nezakonitih migracij, so pravzaprav eno izrazito, skoraj da nesmiselno trošenje davkoplačevalskega denarja z izrazito slabimi učinki. Kar je tudi povsem razumljivo, če gledamo izkušnje držav, ki so doslej se uspešno soočile z nezakonitimi migracijami in so jih zaustavile. Dejstvo je namreč, da če mi povečujemo obseg oziroma število kilometrov, kjer imamo postavljeno panelno ali drugačno ograjo ob meji, če povečujemo število policistov, predvsem pa če dopolnjujemo to zaščito ob meji z vojaki in z njihovo opremo, da to predstavlja, kot je povedal župan Črnomlja in tudi nekateri drugi župani obmejnih občin, predvsem učinek na turiste, in to negativni učinek na turiste, recimo v Obkolpju, pa tudi drugje. Praktično pa te aktivnosti v ničemer ne zmanjšujejo števila nezakonitih migrantov, ki vstopijo v Slovenijo. Zakaj? Zato, ker ob sedaj veljavni zakonodaji bi tudi večja uspešnost policije, vojske in drugih, večje število, večji del meje pokrite z ograjo, ne more imeti bistvenega vpliva na varnost ljudi in premoženja, saj sedanja zakonodaja nezakonitim migrantom omogoča, da se neomejenokrat vračajo iz Hrvaške v Slovenijo. In če mi zdaj rečemo v redu, bomo pa mi rekli, zdaj pa izgon iz države. Se pravi, bomo zaostrili, bomo rekli, vi morate se pravi, ne dopuščamo več take sedanje ureditve, bi to samo pomenilo, da bo nekdo ali je izgnan, ali je zavrnjen, ali je vrnjen. Nezakoniti migranti se tolikokrat vračajo preko hrvaško-slovenske meje v Slovenijo, da dosežejo svoj cilj, da ga enkrat pač policisti ne zajamejo oziroma iz azilnega doma ali preko drugih poti pride do Italije. Ker pa obstaja velika nevarnost, da bo v primeru, da Slovenija ne bo uspešno zaščitila južno-šengensko mejo, torej slovensko-hrvaško mejo, obstaja velika nevarnost, da bi Italija to mejo zaprla in bi Slovenija postala migrantski žep, je treba to zakonodajo narediti tako, da bo učinkovita. Prosim, da Marjan Maučec predstavi predloge. Hvala za besedo. Kot je bilo že povedano,
kot je bilo že večkrat povedano z strani predsednika Ljudske stranke, ampak če gremo čisto na začetek, dejansko prej, ko se je začela ta migrantska zadeva, smo v državnem svetu na to opozarjali. Treba vedeti, da je pri nas 22 od 40 svetnikov so predstavniki lokalnih interesov. Večina od teh je tudi županov, ki se konkretno ukvarja z težavo, z nezadovoljstvom ljudmi in pa seveda z problemov varnosti. Mi smo v državnem svetu že takrat sprožili in pozorili vlado, se pravi prejšnjo vlado. Kot sami veste, se ni zgodilo nič. Tudi sedaj ni nič boljšega. Tudi letos je bilo že na to temo postavljeno vprašanje in potem dobimo odgovor, ja, se trudimo v neke mednarodne konvencije in podobne zadeve. Zato sem se odločil, glede na to, da ta naša lokalna sfera v državnem svetu ni uspela z pobudami, z pritiskom na vlado spremeni, glede na to, da je Ljudska stranka pripravila zakonska predloga, dva, ki sta ključna in pa nekatere, ki jih treba še aktivirati, ki so že sprejeti. To je predlog o spremembi kazenskega postopka. In to, kar je bilo povedano, tu je ključno to, da tisti trenutek, ko migrant prestopi, mora biti kaznovan. To je ključna zadeva, da potem ne gre se ta turizem, da se 5-6 krat vrača, zato so kazni tam od 400 do 1900 evrov. Mislim, ko bo to prišlo v male možgane, potem seveda tisti, ki nameravajo izigravati to našo mehko zakonodajo, bodo se v temu verjetno sigurno odpovedali. Še bolj važno je pa tudi, ker sami itak tega niso sposobni ali pa v manjši meri narediti, treba kazen zaostriti za tiste, ki to organizirajo. Prevoze, ki pripravljajo tudi nelegalne listine. Tu smo zaostrili predlog, da je tudi lahko kazen do 8 let in pa finančna kazen od 2000 do 20 000. Zdaj nekdo bo rekel, zakaj tako veliki razpon. Ljudje smo pač ljudje in normalno, če se nekdo ob meji, glede na to, da vidi, koliko je te priložnosti, odloči pa enega prebežnika pelje do Italije, ni enako, kot pa nekdo, če to sistemsko dela vsaki teden in služi milijone. Potem bo lahko sodišče pač temu primerno odreagiralo. To je, mislim, da tudi z človeškega vidika, pa tudi z pravnega primerna kazen, ki je različna. Seveda, to je zakon o kazenskem postopku 308. člen, ki ste ga verjetno že večkrat slišali, bilo povedano tu, da dejansko ključna zadeva, da se spremenijo kazne, da se upozori, da pač tisti, ki krene na to pot, čaka v Sloveniji ga kazen, čaka, ko bo nelegalno vstopil. Druga zadeva je dopolnitev 31. člena zakona o mednarodni zaščiti, kjer treba biti jasno tudi vsem, da če niso prišli neposredno z ozemljem, kjer sta bila ogrožena njegovo življenje in svoboda, ne more pričakovati, da bo dobil status begunca, niti da bo dobil subsidiarno zaščito temu prosilcu. To sta dve različne zadeve, ampak morate biti obe jasni, ki potem vežete na to zadevo, ki sem obrazložil v kazenskem zakoniku, ki je treba spremeniti. Ampak tu moramo biti spet dosledni, pa tudi človeški. Nekateri so že na varnem območju, naprimer v Grčiji, Makedoniji, Bosni ali na Hrvaškem. Tem treba pač, ko bo zakon sprejet, pa te spremembe omogočiti, ker se ne morejo nikamor vrniti. To 3-mesečno obdobje, ampak oni, ki pa grejo od doma, pa morajo vedeti, kaj čaka. In to bo zelo hitro vedeti, ker danes pač nismo v zaprti družbi, vsi vemo da so velika večina migrantov oboroženi z boljšo elektronsko napravami kot nekje druge v mirnih in v normalnih deželah. Na ta način tudi tistim, ki govori, da smo z tem predlogom zakona preoštri, nečloveški, to človeško komponent, ker tam so, vete, tudi otroci, tudi noseče ženske in ne moreš to kar presekati. In pa važno je sporočilo zadeve
treba presekati. Slovenija ne more in ne sme niti v enem trenutku postati žep. Jaz živim v Prekmurju, kolikokrat grem v Avstrijo, tam so pregrade tankov in nekar strose, ko se spomnim na čase, ki so se dogajale. Tudi nišče se ne upa brez osebne v Avstrijo, ker so pač kontrole in podobne zadeve. Mi pa tu enostavno ne naredimo nič. Naša Slovenija je premala, da bi bila žrtev tega migracijskega žepa, zato mislim, da je dovolj zrelosti politiki, da se to spremeni. Seveda, kot je tudi že bilo povedano, dopolnitev zakona o tujcih je dejansko že sprejet na zalogo, treba aktivirati. Mislim, da je zdaj pravi trenutek, da se to naredi. Pot je taka, da pač ministrstvo da postopek vlade in pa seveda potem državnemu zboru. In jaz mislim, da smo potem naredili tisto, kar nas vse, ki smo v svojstvu politike, tako ali pa drugačne, nekako odvezuje, da nismo naredili vse, kar je možno. To je postopek, to je zadeva, ki se lahko naredi v zelo kratkem času in da preprečimo neprijetno situacijo, ki se nam je že zgodila, pa ne bi slučajno končala kot žep. Hvala lepa. Hvala lepa. Toliko za uvod, zdaj pa čisto kakšno vprašanje. Zdaj mogoče samo na to zadnje, kar je Marjan Mavčec povedal, gre za dopolnitev 10.a in 10.b člena zakona o tujcih, ki je bil lansko leto sprejet v državnem zboru in ta zakon, se pravi ta dva člena omogočata, da minister za notranje zadeve predlaga vladi, ta pa državnemu zboru, aktiviranje tega zakona. Torej, če se ugotovi, in to je zelo egzaktno napisano, če ministrstvo pristojno za notranje zadeve na podlagi informacij organov in institucij iz prejšnjega odstavka oceni, da bi v Republiki Sloveniji lahko ali pa so že nastale razmere, ko bi bila zaradi spremenjenih razmer na področju migracij ogrožena javni red ali notranjo varnost Republike Slovenije in tako naprej, se lahko za neko obdobje, najdlje za 6 mesecev, suspendira veljavnost nekaterih zakonov, med drugim v tem trenutku veljavnega zakona, ki omogoča, da nekdo vstopi in čeprav nima pogojev za prošnjo za azil, uveljavlja to, se pravi, preko te prošnje dobi status, ki mu dejansko ne bi pripadal. In to je zdaj zakonska ureditev, ki je bila v državnem zboru sprejeta in v Slovenski ljudski stranki ocenjujemo, da je seveda že kar nekaj časa nazaj so bili izpolnjeni pogoji in sprašujemo ministra za notranje zadeve, gospoda Poklukarja, zakaj ne sproži ta postopek, da bo imel tudi zakonsko osnovo za to, da se lahko uspešno sooči z migracijami. Jaz bi še enkrat poudaril, poglejte, kakšna nesmiselnost dodatnega trošenja državnega denarja, da se zdaj investira v ograjo, v dodatne kadrovske okrepitve. V Črnomlju se dela to naselje z kontejnerji za vojake. Čeprav je dejstvo, da ni nobenega primera v svetu, ki bi kazal na to, da je na ta način možno doseči kakršenkoli bistven učinek. Zakaj se je v primeru Madžarske dobesedno v trenutku ustavil tok nezakonitih migracij? 10 000 jih je bilo v smeri iz Srbije in kasneje iz Hrvaške proti Madžarski, v trenutku sprejetja zakona. Se seveda ni zgodilo to, kar so nekateri tudi novinarji pisali, kako bomo 10 000 ljudi dali v zapore. Vprašajte, a so v madžarskih zaporih 10 000 ljudi. Čeprav je na 100 000 jih prej šlo, dokler ni bila sprejeta ta zakonodaja. Ne le, da tam ni zapornikov tovrstnih, tudi na meji ni nobenih posebnih enot policije in vojske. Zakaj ne? Ker 20 km od mađarsko-srbske in mađarsko-hrvaške meje ni nobenih migrantov, nezakonitih. Ker vejo, da tam nimajo kaj početi. Saj nezakoniti migranti menda ne bodo šli in v primeru sprejetja take zakonodaje hoteli vstopiti v Slovenijo, če bojo vedeli, da jih tukaj ob nezakonitem prehodu čaka zaporna kazen od 1 do 2 let, denarna kazen od 400 do 1200 evrov, bojo tako, kot so
prenehali v smeri Madžarske, se bodo zaključile tudi te poti zaradi dodatnih sankcij vezane na tihotapce z ljudmi. In v Slovenski ljudski stranki upamo, da bodo tudi predstavniki vladnih strank, ki so bili doslej pretežno proti zaostrovanju te zakonodaje, podprli to, kar je opozicija v parlamentu že predlagala neuspešno, zato da bi Slovenija še pravočasno se zaščitila, dvignila tudi svojo kredibilnost kot uspešen varuh šengenske meje in preprečila, da bi ob morebitni zapori slovensko-italijanske meje Slovenija postala migrantski žep.